V goste je prišel eden najvidnejših slovenskih psihiatrov in psihoanalitikov, ki je poleg medicine študiral tudi primerjalno književnost. To je človek širokega obzorja na področju ne samo znanosti, ampak tudi umetnosti, kulture nasploh, filozofije. Je pisec, ki strokovna spoznanja poznavalsko vgrajuje tudi v literarno-teoretična, esejistična in leposlovna dela. Bil je dolgoletni vodja enote za psihoterapijo Ljubljanskega centra za mentalno zdravje ter ustanovitelj in vodja tako imenovanega psihoanalitičnega vrtca. Poleg del z področja psihoanalize je leta 2011 izdal psihoanalitično tezo o Prešernovi pesnitvi Krst pri Savici, v naslednjih letih pa še zbirke esejev in kratkih zgodb. No, njegov prvi roman Zgodba iz neke druge hiše, ki je izšel lani, je lep povod za en tak lep zgovoren večer. V čast nam je, da najbrž prva predstavitev v Kranju ravno v naši knjižnici. Lepo se nam zdi, prisrčno dobrodošel. Najbrž kot velik bralec in pisec radi hodite v knjižnice? Jaz sem nad Slovenci, hvala lepa za povabilo. Na Gorenjskem pa sem v resnici prvič. Mene Dolenjci vabijo, pa Štajerci, pa Primorci, tukaj sem pa pravzaprav prvič. Sem pa nad slovenskimi knjižnicami silno navdušen. Jaz sem se izobraževal precej v Italiji in tako naprej in oni bi bili zelo veseli, če bi imeli v vsakem pravzaprav malo večjem kraju knjižnico, pa jo nimajo. Tako da mislim, da ta del, bi rekel, naše kulture, gledališča, stalna gledališča pa knjižnice so tisti velik presežek, ki ga imamo Slovenci. Vse veste, da Italijani recimo imajo samo stalno gledališče, druga so vsa improvizirana, pri nas ima pa pravzaprav vsak velik kraj stalno gledališče. Knjižnice pa tudi se mi zdi enih 60, vi boste vedeli. Ja, veste, kje sem najlepši primer teh razlike videla v Gorici. Nova Gorica, čudovita knjižnica, Ravnikarjeva, v Stari Gorici pa je neka stara, majhna, tako da so nam jo pošteno zavidajo in celo je rekla direktorica, da italijanski študentje hodijo v našo študirati. No, če bo čas, vas z veseljem povedemo po naši knjižnici, če ne pa naj bo to prvi obisk, ki mu bojo sledili še drugi. No, pa še ta reč, da ste pravzaprav en center, kaj je bil nakupovalni ali kakšen, spremenili v knjižnico, ponovadi se dogaja ravno obratno, imam občutek. Ja, temu pa je spravim kranjski čudež. Res smo imeli srečo, da se je vse to poklopilo. Če greva za začetek malo k vaši rodbini, mi je zanimivo, sem opazila, da to že več rodov so sami taki ljudje, kot ste vi, in vaš ded je imel to pedagoško strast, pa potem akademik Pavel Lunaček, oče, velik človek na področju porodništva, med drugo svetovno vojno organizator teh mreže konspirativnih bolnišnic, razvoj, povojni razvoj na področju porodništva in tako naprej, pa vi, pa sin, vsi imate to strašno strast do razvoja, do pedagogike in tako naprej. Ja, res do pedagogike se z mojim dedom začne, ampak tudi moj praded je bil zanimiv, ta je pravzaprav prišel iz Moravske, je bil pravzaprav češkega, moravskega porekla, pa je pomemben za slovensko tehnično kulturo, zaradi tega, ker je on tukaj prvo parno žago na Slovenskem imel, montiral in tako naprej. Precej gozdov si je nakupil, tako kot ta junak iz zgodbe iz neke druge hiše. In je po knezu Auerspergu, od njega je kupil ena posestva in potem se je začel za to lesno industrijo ukvarjati, ki je bila takrat zelo donosna. Tistemu Auerspergu je pa na nek način posel spodletel, on je hotel pa imeti glažuto, hotel je proizvajati steklo
In to bi se lahko čisto dobro obneslo, če ne bi pravzaprav železnica potem prišla iz Dunaja, potem v Maribor in Celje in tako naprej. In potem je bilo seveda to češko steklo lažje in cenejše uvažati, kot pa da bi, in zato je on opustil svoj posel. Je pa znana ena zgodbica, da je imel enega gosta, Nobel, ne, ta knez Auersperg, in potem mu je dal iz te svoje, ene od teh čaš, ki so jih izdelovali, piti iz nje, pa je rekel, no, zdaj pa veste, to pa zdaj z najdražje možne čaše pijete, pa prav se ni videti tako grozen posebnega. Je rekel, ja, ampak investicija je bila tako ogromna in zgrešena, da je potem bil vsak tisti kozarc pravzaprav toliko vreden. Ja. In od njega je pa potem on seveda kupil ta posestva, pa se je s to lesno industrijo ukvarjal. Ne? No, pa da ne bomo krivični, tu so tudi močne mame, ja, kako je pa mamin vpliv? Ja, ne, tisti so pa iz materine strani so pa bolj pripomogli k eni dolgoživosti. Tam so bili ljudje, ki so, no zdaj v Sloveniji itak zaradi razvoja medicine veliko zelo starih ljudi, ne. Stoletnikov je sigurno enih 10-krat več, kot jih je bilo pred 50 leti, ampak v moji družini, po materini strani, no, pa so bili stoletniki, eni 3, pa še tisti, kar ne bi umrli, če ne bi kakšna nesreča prišla, ne. Tako da moj ded se je na enih ledenih stopnicah ubil, star 97 let, njegova sestra je ključ pozabila od vrtnih vrat, ne, pa je splezala čez ograjo, pa je potem na drugi strani na glavo padla, pa je na tak način obrla. Tako da zle pa jih ni bilo do konca, skratka dolgoživi so bili, zdravi ljudje, no, to je ta del. Ja, je bil pa res pa moj ded po materini strani, je imel pa eno lesno firmo v Gracu, potem je pa tukaj je bil pa odličen rezbar, ne, intarzije, krasne delov, ne, figuraliko, ne, tako da jaz imam še eno tako lepo škatlo za cigare je namenjena, ne, in je en tak lep lovski prizor, gor en lovc pa s psom, ne, tako, ja, krasni, več lesov različnih je skombiniranih, ne, v tisto intarzijo, ne, zelo lepo za videti, ja. Zdaj, kar se mame tiče, sem v vaši študiji o Rimbaudju, Rimbaud zavedno, ne, sem našla eno zanimivo stvar. Vi rečete, da ko primerjate Rimbaudjevo mamo pa svojo mamo, ne, da ste našli neke podobnosti in potem rečete, da gre za peripetije identifikacije. Da gremo zdaj malo na strokovno področje, če nam lahko tole malo pojasnite. Zdaj, ja, ljudje najbrž ne vedo. 2 knjigi sem o Rimbaudju napisal, ena je bila leta 20, ta Rimbaud za vedno, sedaj sem pa en sotekst pri Rimbaudjevih iluminacijah še napisal. Ta je pa letošnjo leto išla, ampak za lansko letnica je iz lanskega leta. Mene je enkrat kolega, ki smo proslavljali 140-letnico te izdaje Rimbaudjevega obdobja v peklu, me je vprašal, pa zakaj te ta Rimbaud tako zanima. Pa sem pa rekel, ja, se mi zdi, da je ena podobna družinska konstelacija. Rimbaudjeva mama je sicer zaradi drugega razloga, moj oče je zgodaj umrl, tam je pa šlo za to, da je oče bil vojaška oseba, veliko odsoten, potem je pa pri po rojstvu zadnjega otroka, hčere je pa družino zapustil. In je ta mati ostala sama z 4 otroci, je bila pa izjemno bistra ženska, zelo moderna, načitana tudi, in je potem uspela neko družinsko posest ne samo ohraniti, ampak tudi znatno povečati.
In ta ženska je bila izredna. In moja mati, ki je tudi pravzaprav sama ostala, je tudi uspela nas 4 sinove, se mi zdi kar zelo dobro gor spraviti, no. V tem je ta Rembojeva mati na nek način podobna moji materi. In večkrat tudi v svojih zgodbah poskušam dati močan glas ženskam, ne samo materam, ampak pač nekim izrednim ženskam, ki jih je vse polno, ne. Se zdaj je to postalo pravzaprav tudi en trend, ne, da se poišče čim več ljudi v Sloveniji pomembnih žensk, ki so bile mogoče malo v ozadju, se pravi mogoče tudi ne toliko, kot se reče, da so bile, ne. In jaz mislim, da te ženske, ki so bile zares sposobne, kot recimo Rembojeva mama, so bile prominentne, ne, so se znale uveljaviti. Tako da je bolj pomembno, se mi zdi, ne toliko, ne, da so zgodovinsko bile problemi med tem, kakšne možnosti so ženske imele, kakšne ne, ampak odvisno, koliko so denarja imele, da so lahko obvladovale, ne, pravzaprav en svet. In recimo ta Rembojeva mama, ona je bila, bi rekel, hipermoderna, tako kot potem njen sin, in je to posest, ki so imeli, se veste, pri nas imamo tudi v vsaki vasi imamo en gasilski dom, ker je ogromno požarov bilo včasih. Pa v Franciji je ravno tako, ne. In je bila ona med 5% ljudi, ki so imeli svojo posest zavarovano. In potem, ko je dejansko en del te posesti v eni priliki izgorel, je ona preko zavarovalnice vse dobila povrnjeno, ne. Potem je tudi ni delala glede šolanja nobene razlike med, je imela 2 hčeri in 2 sina, nobene razlike ni delala, je ravno tako hčere poslala na šolanje, ki so bile seveda za dekleta so bile šole drugačne. Ponavadi so kakšne nune, ne, te šolske nune, recimo pri nas so bile uršulinke to, ne, drugod pa še tudi kakšne druge nune. In so zelo solidno izobrazili, ne, dekleta tudi, ne. Vendarle je bilo pa tako, da so itak v šolo redko koga poslali. Saj tudi fante niso kar v šolo pošiljali na veliko, no. Ali pa so pri nas, ne, zdaj, ko je Marija Terezija to splošno šolstvo uvedla, ne, se je nanašala na 4 razrede osnovne šole, ne več, ne, v tistem času. Tako. Ja, zdaj pa, če greva počasi tele v srednji knjigi današnjega večera. V psihoanalizi rečete, da pravzaprav vsak zdrav človek stremi k nekemu jaz idealu, ne. Zdaj nekateri imajo veliko energije in z vsemi svojimi silami stremijo in napredujejo, tako da včasih nekateri celo izgorijo. Vi rečete recimo, mi všeč ta navedek, lepo je biti drzen, ni pa fajn, če si predrzen. Zdaj, a se to, ta junak Martin v vaši knjigi, tudi njemu se to zgodi. Ampak ne vem, če je to glavno sporočilo vaše knjige. Se mi zdi, da ste hotel pravzaprav pa neki, čeprav je tragičen konec, ampak da ste hotel povedati, da ali povejte, no, če se motam, da ni važna količina let, ampak kaj si v življenju dal od sebe. Zdaj, najprej je mogoče treba nekaj pojasniti okrog tega ideala jaza, ne. To bi bila recimo nekakšna instanca, ne, psihična, ne, h kateri se teži, tak bi želel biti, ampak po nekih notranjih psiholoških karakteristikah, ne po zunanjih znakih. Ker tisto, kar se zunanjega tiče, kar dobro vemo, ne, da pri mladini tako pogosto je, ko se identificirajo oziroma priličiti se poskušajo po zunanji podobi kakšnim pop pevcem ali pa kaj podobnega se oblačiti tako in tako naprej.
tam gre v bistvu niti ne za identifikacijo, ampak imitacijo drugega človeka, kar je pravzaprav čisto površen proces. Ne? Identifikacija je pa globlja zadeva in potrebuje, bi rekel, tesnejši stik z to osebo, s katero se identificiramo. Zdaj, kar se tega junaka tiče, ne, lahko bi rekli, da je osrednji junak, ne, te zgodbe iz Sosednje hiše, je ta Martin, ki že zelo zgodaj najde neke svoje sposobnosti, ne, in jih tudi uveljavlja, pri tem ga pa v bistvu nihče ne ovira, ne, celo bi rekli, da ga nekoliko spodbujajo, no. Čeprav tista mama je nezadovoljna, ne, kaj iz gospodinjstva vzame, zato da tiste svoje izume napravi, ne, ampak tudi oče je, ne, mu v tem smislu naklonjen, ne, mu nekako omogoča njegove sanje. Ampak se mi zdi, da glavno sporočilo te knjige je pa vseeno to, da težimo k nečemu nedomačinskemu, ne samo, da se zanimamo za svojo ožjo biološko družino, ampak da lahko neka svoja vedenja, znanja, morda tudi materialne stvari, ne, podelimo nekoliko širše. Zato ta Martin pravzaprav zbere okrog sebe nekaj, saj tudi sam mlad zelo, ne, ampak okrog sebe pravzaprav zbere ljudi, ki jim dejansko nekaj omogoča, ne, dokler jih ne nazadnje, mislim, da pri tem pravličnem številu, ne, če vzamemo še tistega dojenčka, se ta grupa, ne, bi rekel, konča pri številki 7, ne, 7, in zdaj jaz sem hotel pravzaprav pokazati zelo različne tipe pravzaprav deklet in fantov tam noter. Vsak ima eno svojo, mi rečemo v psihoanalizi, eno svojo gonsko strukturo, ne, tako kar se tiče agresivnosti, kot se tiče tudi libida, se pravi tisto, kar nas, libido izmeri tisto, kar nas povezuje v življenju. Agresija pa pravzaprav razločuje, ne. Agresija velikokrat uničuje stvari, čeprav je v neki meri, ne, če je neutralizirana, lahko pa pravzaprav predstavlja eno dobro osnovo za tisto, čemu rečemo prodornost, miselna prodornost in vse tako naprej. Rabi na nek način eno to osnovo energetično, ki izhaja iz agresivnega gona. Ne? In zdaj, če bi človek pogledal teh 6 junakov, itak še dojenček, ne, bi videl, da ima vsak svojo to, bi rekel, gonsko strukturo, in se med seboj zelo razlikujejo in celo nastane, bi rekel, on je tako v sredini, ta glavni junak, ta Martin, potem sta pa dva, ki zelo sta nagnjena k temu, da te gonske impulze direktno zadovoljujeta, ne. Tista Ana, ne, ki pride v to družino, pa ta fant, ne, ki se zagleda vanjo, one dva pravzaprav težita k te direktni zadovoljitvi gona, čeprav ne samo to, ne, vsi so pa zbrani okrog enega omizja, bi rekel, kjer poskušajo se nekaj naučiti, nekaj novega spoznati in tako naprej, ne. Potem imate pa vi tisto Eli, ne, žensko, ki je pa izrazito, bi rekel, usmerjena v študij, v znanost, v čitanje in sem jo celo tako povzdignil, ne, da ona, ki pride kasneje v to družbo, zelo naglo dohiti in celo prihiti ostale svoje, bi rekel, sodijake, součence in se tudi vidi, da veliko te Martinove
naklonjenosti je na nek način deležen. V nasprotju s tedanjimi pričakovanji, ne? Ja, se pravi, Spol da je... nima zveze, ne? Ja. S talenti. Ampak ne, če vzamete, da je ta zgodba takole enih 160-180 let nazaj, ne, pravzaprav se ne bi dogajala, ampak mislim, da ima vse, saj ta skupnost njihova, ne, ima vse elemente v resnici modernosti, ne, zato pa ta Martin poskrbi, ne. Na to sem še pomislil, ker sem odpravljal na to, ne, da danes se toliko o teh migracijah govori, ne, pa smo predvsem kakor slabe vole, češ, da bojo ljudje prišli, ker nič nimajo, ali kaj ne, pa bojo nekaj pobrali in tako naprej, ne, ampak migracije ne, so tudi tisto, ko nekdo pride kot investitor, ne, investitor pa nekaj tukaj tam zgradi in tako naprej, ne, je tudi na svoj način en migrant, ne, je prišel od nekod, pa je sam proti tistim, kakor nimamo veliko zapovedati proti, ne, čeprav včasih, ne, ko dobiček pa odpeljejo nazaj v svoje dežele, na nek način naredijo več škode, kot pa tisti, ki brez vsega pride. Ja, zelo smo selektivni, ne? Ja, smo glede tega selektivni. Ampak konec koncev je tudi ta Martin, ne, ki preden se ustali v tej južnoslovenskem delu dežele, bi tudi rekel, da je nekakšen migrant, ne, se prej on gre v Švico, pa se tiste Voltairjeve kraje ogleda, kjer je Voltaire imel tisto svojo vas, ne, in potem ja, pa v Normandiji je, ne, pravzaprav en tip enega prvotnega, bi rekel, turizma, ne množičnega, ampak takega posameznega turizma, ampak migrant, on migrira, ne, sem pa kje, dokler ne najde tukaj enega okolja, ki mu je zelo všeč, ne, in se potem tukaj ustali, ne. Čeprav okolje, ne, ga pa ne sprejema, ne. Zdaj, razlogi, zdaj lahko bi midva govorila verjetno eno uro o razlogih, zakaj je podeželje zaostalo, ne, da ljudje ne morejo razumeti Martina in tako naprej. Ampak gre za to, da je težko sprejeti človeka, ki je tako napreden, ki je tako izobražen. Zanj sem brala en odlomek o tem pokojnem Gorazdu Mrevletu, verjetno ste poznali dobro. On reče, da imamo zelo čudna ali pa zelo striktna mnenja o tem, kaj je normalno, ne. Te ljudje tam v tistem okolju so sigurno mislili, da on ni normalen, ne. Ja, tam je v tem romanu sicer tako, da ko on pride, ne, pa ga kar dobro sprejmejo tisti vaščani v tistih začetnih prizorih. Če se spominjate, ne, pa on se tam z njimi malo tistega žganja napije, pa se kar zabavajo, ne. Ampak potem, ko vidijo način, ne, kako on živi, kako živi popolnoma drugače, ne, kot ta vaška skupnost živi, potem postanejo pa na nek način sumničavi, če vzamete to mati od Eli predvsem, ne, pa tudi drugi, ne, se čudijo, ne, tem njegovim, kako bi rekel, on si zgradi eno hišo, ki je polna enih izumov, ne, način, kako speljuje tisto vodo naokrog, kako ima eno banjo, ne, s tisto toplo vodo, pa take stvari, ne. To pa malo spominja dejansko na dom, bi rekel, a veste, mogoče to vmes povem, ne, ko nekaj pišemo, seveda je to fikcija, je fantazija, ampak vedno pobiramo neke drobce, neke elemente, pa iz naše osebne zgodovine ali iz zgodovine družine, ne. In zdaj ta moj praded je imel tudi
je imel eno hišo tam v Opatiji, eno je imel pa na deželi v Loškem potoku. Ne? In v tistem Loškem potoku tam so se ukvarjali s tem, da so zabotrebce delali, pa neko katena suha roba in tako naprej. Ne? In potem v tej hiši, deželni njegovi, ne, to sem jaz potem še videl, ker je še to bilo, ne, je bila pa tam en ogromen salon z ogromno knjigami in tako naprej. Ne. Tako da to bi lahko bila ena taka, in jaz sem to kot otrok, ne, zelo pomislim, ne, sem vtise, ne, v tem dobil, ki grejo potem seveda nekako v nezavedno, ne, psihično življenje, potem pa ko nekaj pišete, pa kakšen drobec tega potegnete na plan, ne? Ker ko pišete, saj jaz ne vem, kako drugi romane pišejo, ampak jaz vsekakor nisem natančen vedel, kako se bo ta zgodba odvijala, ne? Pač sem vsak dan pisal in sem pisal, dokler ni se zaključila zadeva, ne? Ampak zdaj, ne, če bi pa tako za nazaj pogledal, bi pa take elemente najdel. Zdaj sem prvič pomislil na tole v resnici, no? Da je tam obstajala ta pradedova hiša polna enih knjig, ne. No, ampak jaz sem vas pa mislila tako predrzno vprašati, če je to mal avtobiografski roman. Ne, te Boskovice res obstajajo, sem šla gledat. Tam, kjer se Martin rodi. Ja. Moj pradet je bil. Moj pradet je iz teh Boskovic bil doma. Junak ves čas govori o teh, o samih lepih vrednotah, skratka o neki plemenitosti, ne, če povzamem vse to njegovo delovanje. In to me izjemno spominja na vaše delo. Ker vem, da živite in delate tisto, kar pišete in govorite in učite. Ne? Ja, to pa upam, da je res tako. Jaz nisem zaznal, da bi tukaj bila kakšna vrzel, ne? Da bi nekaj govoril, nekaj drugega bi pa počel. No? Se mi zdi, da dokler sem bil zelo posvečen v to svoje psihoterapevtsko in analitično delo, ne? Jaz mislim, da sem bil tam 100% angažiran. No? 100% angažiran in se zdaj čudim, kako so zdaj so iznajdli tole evidentiranje delovnega časa. Jaz s tem ne bi imel nobenega problema, ker bi me vedno našli tam, ne, v moji ordinaciji. Ne. Jaz nisem bil tisti, ki bi švigal sem pa delal še izven, ne, izven ustanove, nekje pri enih privatnikih, zato da si bom nabral kaj denarja in tako naprej. Ne. Tako da, na etični pogon, če bi meni rekli, tam le moraš čisto kartico, ne bi imel s tem absolutno nobenega problema. Ja. Ja, ampak jaz bom pa recimo, ker zdaj pa to drugače, ne, in zdaj bom po najinem pogovoru morala imeti 12 ur počitka. Aha. Ja, mogoče vas bo pa tako izčrpali tole, ne, tole danes, ne, tako boste potrebovali čas še za dodaten razmislek ali kako naprej, ne. Ja, tako da, veste, jaz se zdaj prav v zadnjem času se zelo ukvarjam s to povezavo, ne, kako lahko psihoanaliza razume umetniška dela. No, imam neke take interaktivne seminarje, literatura in psihoanaliza, ne, in tam se zelo srečate s tem, ne, kaj je avtor, ne, da bi pravzaprav hotel vnesel, ne, v literarno delo svoje. In to vedno najdete, ne. Poseben, ne, če imate neka psihoanalitična znanja. Zadnje čase sem na teh interaktivnih seminarjih sem se ukvarjal z recimo Hamsom Nutom, pa z Lermontovim, pa z Jurčičem, tudi, seveda tudi z Rambojem in tako naprej. In seveda, ne, ko gledate te vzporednice literarnega dela, pa življenja tistega človeka, se neizogibno najdete polno
avtobiografskih elementov, ne, ki seveda niso zavestno vneseni. Tako, ne, bi rekel, človek črpa iz vsega, po drugih principih, ne, gre. Ne. Kaj pa ta opredelitev, stroka pravi, da je to razvojni roman, to smo Nemci izvorno, ne, Bildungsroman. Ja. Se strinjate s to? Ja, jaz mislim, da ja, ne, zaradi tega, ker tu imate kar nekaj, ne, teh mladih ljudi, ne, ki se s pomočjo tega Martina na nek način vzgajajo, gradijo in s tem dajo vedeti, da so možne tudi drugačne skupnosti, ne, skupnosti, kjer ne bi vsak po svoje prispeval, ne, ker ti dva fanta, ki najprej prideta, ne, pravzaprav prideta k Martinu kot nekakšna hlapčiča, ne, da bosta v neko pomoč, ne, ampak se takoj povzdigne na nivo sinov. Ne, in iz nekakšnega medsebojnega poštenega odnosa med tako imenovanim gospodarjem in temi sinovi nastane eno tako radovoljno sodelovanje, ne. Ona dva nekaj kuhata, pa pomagata, pa gradita, pa se učita in tako naprej, ne. Vse tisto, ne, kar jaz smatram, da je tako bistveno v življenju, ne. Bistveno, da se moramo kar naprej na nek način učiti, kar naprej poskušati od drugih ljudi, ne, tudi ko že marsikaj vemo, ne, se postavljati na en, kako bi rekel, da bomo navzdol gledali, ne, ampak da iskreno poskušamo se od ljudi okrog sebe naučiti nekaj, ne. In tam se kar izkaže, ne, da eden od teh fantov, ne, kar nekaj pogrunta tudi samo od sebe, ne, pa zna nekaj boljš narediti, ne, kot pa morda gospodar. Hkrati je pa, se mi zdi tudi lepo, ko on v tem romanu imate enih par, zdaj se to literarno reče, zastranitev, ne, se malo gre nazaj, ne, v Martinovo življenje, v te njegove izkušnje in kako jih on pravzaprav na nek način kar radovoljno deli, ne, te svoje izkušnje. In jaz mislim, da to moramo, ne, kot starši delati, ne. Mogoče bi še eno stvar v zvezi s tem odnosom, ne, bi rekel, starejšega človeka, ki že nekaj ve, ne, recimo pa Martin je že doštudiral, ne, te so pa še ne pravzaprav na začetku svoje poti in s to svojo vlogo nekakšnega učitelja, ne, uganja nekaj, čemur jaz rečem univerzalno starševstvo, ne. Ne samo, da smo seveda starši svojim otrokom, ampak lahko tudi drugim, ne. Recimo v psihoanalizi je že tako, ne, če nas oni prepoznajo, ne, pravzaprav kot neke starševske figure v neki boljši izvedbi, ne, kot so jo sami nekako imeli, ne. Isti princip je tudi veljal, ne, ko se poprej omenil ta moj projekt psihoanalitičnega vrtca. Vse tam je šlo pravzaprav za isto, ne. Recimo, jaz sem to skupino otrok vendarle zelo natančno spremljal in tiste otroke sem jaz doživljal kot svoje otroke, nič drugače, ne. Meni so bili vsak po svoje zanimiv, do vsakega sem imel odnos in ne bi rekel, da sem do njih kaj drugače čutil kot do lastnih otrok, no. Tako da se mi zdi, ne, da je treba to starševstvo nekako širše pogledati. Univerzalno starševstvo, ja. No pa še nekaj morava tukaj dodati, to me je izjemno presenetilo, to, da ste v tistih časih velikih migracij, ko smo mi, jaz pravim, da sem tudi salonski levičar, kot je rekel Lev Kreft,
veliko govorimo, ne, o solidarnosti, o gostoljubnosti in ne vem čem, ampak dejanj je pa malo. Ne. Ampak vi ste pa to naredil, vi ste pa vzel k sebi domov mladeniča iz Afganistana. Ne. Ja, veste, zgodba je bila v resnici takšna, da ko sem jaz videl, da so te problemi nastali, sem slovenski filantropiji, sem rekel, veste, jaz se spoznam tudi ne samo psihoanalizo, ampak tudi kako grupe funkcionirajo, pa sem najprej njim pomoč ponudil, ker se mi je zdelo, da se bojo mogoče izčrpali pri tem delu, pa da bi lahko pravzaprav naredili en krog z njimi, kjer bi oni podelili neke določene stiske, ne. Potem, ko sem pa v tesnejši kontakt prišel, se je pa, bi rekel, ta linija tako napravila, da so najprej rekli, veste kaj, boljš bi bilo, če bi se vi z njimi ukvarjali, ampak najbolj tega bi bili pa potrebni te, ki so brez staršev, ki so mladoletni, brez spremstva, ne. In tako, potem sem se enkrat s temi mladimi ljudmi od 15 do 17 let so bili stari, sem se dobil, potem so pa oni imeli svoje skrbnike, nekakšne skrbnike so imeli in potem sem se z eno tako skrbnico pogovarjal, je pa rekla, a veste kaj, največji problem je pa to, da pravzaprav pa noben ni pripravljen nikogar sprejeti v svoj dom. Pa sem pa rekel, ja, če je pa to tisto, kar je potrebno, pa to lahko napravim, ne, in tako, no. Veste, tako kot pri psihoanalizi, ne, ko veste, da ne boste nič upravili na kratko roko, ne, če hočete enega pacienta zares, ne, nekam pripeljati, je to dolgotrajen proces. Tako se morate tudi zavedati, ne, če vi greste tam, kot je takrat leta 16 bilo, tam na mejo, ne, pa se tudi, če greste z dejanjem, ne, ali pa zdaj, ko so bile te poplave, ne, ampak čez 5 dni pa ni več tam ljudi, ne, tako, ne. Zdaj, meni se pa zdi pomembno, kako ti dolgoročno ravnaš, ne, ko pa ti za nekoga začne skrbeti, to grejo pa leta, ne, naprej, ne, tako da ta zdaj že mladi mož je še zmeri, ne, v moji oskrbi in je ravno kar diplomiral na prvi stopnji, ne, tako da, ja, ne, to je del tega, čemu rečem, univerzalno starševstvo, ne. Zato mu rečem kar sinko, ne. Vse spoštovanje. Ja, no, ja. Ja, mislim, da takih junakov ni veliko, pa ne samo v Sloveniji, saj to je nasploh. Ja. Nek imamo, to je to isto podzavestno, ne, po mojem, nekje v sebi globoko noter imamo prva potreba po varnosti in zato imamo globoko v sebi nek strah do vsega drugačnega. Je to je nekaj najglobjega in zelo težko. Ampak veste, najbolj fajn je, če se tega zavedamo, ne. Mi smo lahko, a veste, vsi, ne, vsak od nas je lahko po malem mizogin, pa po malem rasist, pa po malem ne vem kaj, ne. Prva stopnja je, da se tega zavedamo, da to ne odreagiramo na nek način, ampak ko se enkrat tega zavedate, potem to na nek način začne kopneti v resnici, ne. To je tako, kot da bi sonce na sneg posijal, to zavedanje, ne. In potem se lahko seveda varni pred takimi izbruhi, ne, pravzaprav neke nestrpnosti, ki potem zanetijo vojne, ki imamo, ne, te situacije, ki so neprestano in jaz sem prepričan zato, ker ljudje tehnološko, pa ne vem še kako napredujemo, napredujejo pa veliko ljudje ne napredujejo v stanju svoje zavesti, ne? Oziroma, da bi vsaj do neke majhne mere pregledali svoje nezavedne mehanizme, ker če bi, potem bi toliko manj tega bilo, ne? Kultura se ne podeduje, žal. Ja, to je... Vsakokrat znova. Ja, kot da ne bi imeli
nobenega spomina, ne, kako je treba reševati A ste vi stvari. tudi, zdaj povezujem ta zaključek romana, ne? Zaključek romana, zdaj, za tiste, ki še niste brali, ja pa vseeno moram povedati, da zaključek je strašno tragičen. Ne? Ja, Zdaj, zakaj ste tak čeprav zaključek? ne skozi, ni 100% tragičen, Ja, ne, vem. ker A ena ste vi- linija a se ste potegne vi še, Martin, ki ja. je razočaran, ko si cel življenje se je razdajal v dobro družbe. Zdaj pa vidimo, kaj se dogaja. Mi imamo, zadnje čase imamo po mojem vsi občutek, da nazadujemo na katerem koli področju. Ali je to politika, ali je kultura, ali so odnosi, ali je komunikacija, ali je ne vem, kako je v šolah. Na vseh področjih se nam zdi, no in na koncu celo vojne, ki jih ni in ni konec. A ste vi tudi razočarani? Ne, jaz pa nisem razočaran, zaradi tega, ker poznam človeško naravo precej dobro, ne. Ti najprej, če si ti razočaran, pomeni, da si bil prej na nek način očaran, ne, tako kot je mogoče v ljubezenskem življenju, ne, ko je nekdo najprej zaljubljen, ne, pol se pa po določenem času, dobro, se lahko nekaj potem v ljubezen spremeni, ampak velikokrat se pa ljudje preprosto odljubijo, ne, se pravi, gre za neko razočaranje, ne, se ta oseba, ker sem jo tako postavil, ne vem kaj, vse najboljše, zdaj pa ni več, zdaj pa ne čutim več enako, ne, ampak to je, če si razočaran, pravzaprav to kaže na neko človekovo naivnost, ne, na nek način, da ne pozna pravzaprav mehanizem, kako globoki so ti mehanizmi, veste, gonskega življenja. Predvsem nekoliko bolj je osvetljen ta libidinalni ljubezenski del, ne. Kar se pa agresije tiče, so pa ljudje pravzaprav dokaj nepoučeni in glede svoje lastne agresije in glede agresije drugih. Predvsem jo vidimo nekje daleč, še tam so tiste vojne, ne, jaz pa nisem tak. Ampak te agresivne impulze imamo seveda vsi v sebi, ne, in jih moramo na nek način prepoznavati, ne. In če jih, potem je možnost, da se tukaj nekaj izboljša. Če pa teh prepoznave ni, se pa ne more, zato se pa neprestano eno in isto pravzaprav odvija in zelo hitro prekrije tudi tiste v zgodovini, ne, ko nastanejo neka določena obdobja ali kaj, neke večje solidarnosti, ne, ali pa enotnosti rečejo in tako naprej, ne. To zdaj rečejo, ja, pa takrat smo bili pa tako enotni, ne. Ampak to je v bistvu pač bil en trenutek, katerega niso ljudje zadosti ozavestili, da bi lahko to pravzaprav trajalo, ne. In zato seveda tudi mine, ne. Ja, ne moramo biti enotni, ne, saj smo različni. Ja, to pa sploh. Včasih se poenotimo, ne, tako kot smo se na referendumu, ne, takrat. Ja, ne vem, zdaj te vojne in vse to ponavljanje, ko imaš občutek, ja, da se človek nič ne nauči, kot rečemo. Ne vem, jaz sem šla prav pred kratkim brati Froma in to njegovo čudovito analizo človekove uničevalnosti. On reče, da je človekovo nasilje nekaj posebenega, da ločimo maligno pa benigno. Eno je normalno, ki ga imajo tudi živali, v strahu reagiraš, lahko tudi agresivno, medtem ko je človek, ima pa to strašno nagnjenje k neki uničevalnosti, ki je pa enim celo užitek povzroča. No, ampak kar hoče reči, on poudarja, da je to izključno kulturno pogojeno. Ne, to ni res, ne. Zdaj, Freud je bil glede tega, bi rekel, psihološkega, tako malo romantičen. Veste, gre za to, ne, da če vi opazujete prav majhnega otroka, ne, zdaj se rado tako vidi, ne, kot da ta malček je pa nekaj skladnega v sebi in tako naprej, ne. Ampak ena analitičarka, ne, ki je po Freudu po moje najpomembnejša, no, Melanie Klein se imenuje, se z otroškim razvojem veliko ukvarjala,
se je pravzaprav za to imanentno otrokovo agresivnostjo ukvarjala, ne? Z njegovo uničujočnostjo celo, ne? Ker otrok je nagnjen k temu, k direktni in takojšnji zadovolitvi. Ne? Če te zadovolitve ni, on postane, kaj pa vem, otrok začne jokati, potem besno joče, potem se pa začnejo pojavljati, ne, pri njemu fantazije, ne, ki so agresivne narave in so usmerjene v tisto osebo, ki ga prikrajšuje za te njegove potrebe ali užitke in tako naprej. Ne. Zato je tako pomembno, ne, da ko otroku, že koliko je malo večji, pa mu neko hrano pripravljeno, neko grejemo, on je pa nestrpen, ki je lačen, ne, in začne protestirati, ne, je zelo pomemben, da ga držimo pri sebi in mu ja, se bo kmalu to in tako naprej, ne, da nekaj blažimo te njegove agresivne zadeve. In zdaj psihoseksualnega razvoja, normalnega tu, sploh ne bi bilo brez agresivne dodatne komponente, veste, ki se zelo v analni fazi recimo otrokovega razvoja kaže, pa tudi že prej, ne, imamo oralno agresijo. Otrok velikrat ne pije mleko, ampak dobesedno golta to, ne, golta, ne. Potem, ko otroku začnejo, recimo, če mati daljši čas doji in ko otroku te prvi zobki rasejo, pogosto otroku grizne, ne, pravzaprav bradavico, ne. Potrdim. Ja, ne, seveda, ne, se ve, ne. Zdaj, odvisno, koliko je otrok tudi seveda energetsko opremljen, pa seveda, ne, ta njegova osnova, ne, ampak nekateri so tudi nežni, ne, nežnejši otroci, ampak vi morate uporabljati že neko določeno zdravo agresijo otrok, da pravzaprav iz materinih prsi sploh dobi to mleko. Tam mora nastati ena ogromna, veste, pritisk, ne, negativen pritisk, da on izsesa to mleko. Zato otroci na materinih prsih tudi kar zaspijo, zato ker si izčrpajo pravzaprav tega, ne. Skratka, v vsaki te fazi, ne, razvoja, ne, je pravzaprav pridodana neka, bi rekel, zdaj v zdravem smislu agresivna komponenta. Tudi spolnega akta ni brez tega. Spolni akt je prodiranje, ne, tega ni brez te komponente, ne. Seveda, ne, če pa te oba gona, ne, recimo, ne, libidinalni pa agresivni, nista zadosti povezana, da se ta po svoje osamosvoji, potem pa imate nasilnost, ne, pa imate posilstvo, recimo. Ampak to je že stvar vzgoje, pravzaprav, ne? Gotovo, ne, ker gone je treba kultivirati na nek način, ne. Brez tega kultiviranja ni. Vsakega človeka na novo je treba kultivirati, ne. Vedno, ne, recimo, če ste kdaj gledali, mi smo pač to v vrtcu, pa tako naprej, veliko opazovali, ne, ko imate te prav majhne otroke, ne, v vrtcu, imate to je recimo tak agresivni moment, ko neki vidi, hoče imeti in hoče k sebi to potegniti, ne. In če je tam zdaj en drug otrok, ki to isto hoče, začne vleči tisto igračo, dokler eden ne zajoče. Ponovadi tisti, ki je igračo izgubil, ki mu je močnejši pravzaprav vzel. In posod imate, ne, pravzaprav to je povezano v razvoju z obvladovanjem na nek način okolja, ne. Recimo ena taka zgodbica je, ena punčka, ena od enih sorodnikov je bila na eni poroki, smo bili, taka 4-letna punčka je bila, pa se je začela dolgočasiti, ne. Pa sem se pa jaz malo igral, ne, in tako, tam so na tistem vrtu in tako, in potem je ena mravlja takole lezla, ne, in ona tisto mravljo gleda, tak je naredila, in je mravljo zmačkala, ne, sem pa rekel, zakaj si pa to naredila, in veste, kaj je rekla, zato, da ne bo več lezla. On jo ni hotela v bistvu ubiti, ampak ona je lahko določila,
a bo to bitje zdaj, mini bitje lezlo ali pa ne bo. To je ona je bila tista, ki je to določala. Ne? To pa ne gre za boj za obstanek, ne? To so čisto ni drugi. Ne? Ampak gre za ta vpliv, ki ga hočemo na nek način imeti v svetu. Ne? Ja. To je to. Ne? In pri otroku morate seveda, ne, ko smo mi imeli ta psihoanalitični vrtec, smo vsakršna takšna dejanja, ne, ko so se dogajali, nismo rekli, tega pa ne smeš, ne? Ampak smo vprašanje poslali, zakaj pa si tako naredil to, ne? Zakaj si to naredil, ne? Zdaj se to lahko nanašali seveda na neko njegovo individualno dejanje, ne? Da je nekomu, kaj pa vem, neko svojemu objektu, kaj pa vem, glavo punčki odtrgal, ne? Ali pa odtrgala, ne? Nikoli, ne? Ampak zmeri smo poskušali ugotoviti, ne? Kakšen motiv je tukaj zadaj. In s tem, če otrok potem počasi, če dalje več ve o teh motivih, potem lahko tudi bolj to na nek način obvladuje, ne? In potem smo mi videli, ne, ko so ti naši starši so bili zaskrbljeni, so rekli, jojci, govorite, bojo pa teli otroci pa potem v šoli znajdli, kako z njimi, ne, se to pogovarjate, pa to ne vem, kaj se počenjate in tako. No, pa je pa en fantek pa res pač že v šolo šel, pa smo mi imeli stike, zato so bili otroci, starši s tem vrtcem zadovoljni, pa so naslednjega otroka spet noter dali. Pa smo pa zvedeli, kako je s starejšimi, ki so pa že šli, ne. No, in en tak je potem bil v prvem razredu, ne, in sta se dva otroka med seboj stepla, ne. In tam to pogleda, pa jih pa tako potrpla po rami, ne. Ova pogleda, kaj pa je zdaj tole, ne. Prvo, a se ne bi vidva rajš pomenila, je rekel, ne. Se ne bi rajš pogovorila, ne. In sta osupla obstala, ne, in se nekaj začela, ja, kot medijator, medijacija, ja, to imate prav, ja. To se pravi, se je res prav, se je konkretno obneslo, Ja. A to še obstaja, Kaj? ta vrtec? Zdaj pa ne obstaja več. Od lanskega leta pa ne obstaja, to je kar trajalo več kot 25 let. Potem so pa niso novih, ne, vzgojiteljev zraven dobili, ena se je potem v tolikem letu že upokojila, en je imel s hrbtenico, imajo velike težave vzgojitelji, ker toliko te otroke dvigujejo in tako. In je potem tole smo še poskušali rešiti, ampak je potem zašlo, ja, to nažalost. Škoda, ja. Ja, škoda. Ja, skratka. Ampak zanimiv eksperiment je pa vsekakor bil, zelo uspešen eksperiment v resnici. Koliko let je to trajalo? Enih 28, 27, 28 let, ja, dolgo je bilo to, no. No, neki otrok je pa šlo skozi. Ja, seveda, ne. Skratka, gre za izobraževanje, za vzgojo. Seveda, ne, in tudi tukaj v tem romanu, ne, imate to, ne, ker te goni, o katerih govorim, imajo seveda neke svoje različne usode, ne, smo rekli, lahko se takoj zadovoljijo in tako naprej, lahko se spremenijo v svoje nasprotje, lahko se potlačijo, kar je spet slabo, ne, ker potem enega nevrotika dobite ven iz istega. Najboljše pa, ne, to se pa preko vzgoje lahko doseže, pa preko umetnosti in tako naprej, pa da se gon sublimira, ne, da se gon sublimira, da vi uporabite to svojo prodornost, pa ta svoj to svoje navdušenje nad nečem, zato, da nekaj novega spoznate, da nekaj novega preberete in tako naprej, ne. Ali pa v znanosti, ne, da na nekaj novega pogrutate in tako naprej. To so pa vse pravzaprav poti, ne, kako se ta gon sublimira, ne. Ja. Skratka, res je usodno slabo, da je Hitler 3-krat padel na sprejemcih za umetniško akademijo. Ja, seveda se on je bil, a veste, najbolj hezen je pa to, jaz sem šel z enim takim čudnim občutkom, enkrat, ko sem en čas v Firencah živel, pa je bilo v tiste Palazzo Signoria, je bila razstava Hitlerjevi akvareli. Sem rekel, nekaj so pa rekli, da je bil en diletant, pa ne vem kaj. To pa je bilo nekaj, kar je bilo za videti, ne. Jaz sem tam šel, tam je bilo ne vem koliko, ne, 100 tistih akvarelov.
To je bila sama nežnost. To so bile take fine stvari, pa sploh ne nadarjene. On je bil v resnici nadarjen slikar, ki ga, jaz ne vem zakaj, zakaj ga niso upoštevali, ne? In pol je on vse tele svoje frustracije in ne vem kaj, na take grozljive načine pravzaprav. Ja, veliko stvari se je nagrmadilo. Ja, očitno. Fromm pravi, on ga pa analizira, ne, večina knjige je pa Hitler kot primer, ne, in pravi, da se je vsaka ta posamezna stvar, ki se mu je dogajala, pa agresiven oče, pa to, pa tretje, ampak tega je veliko, ne, agresivnih očetov je polno, ne, pa niso otroci nič narobe, ne, ampak pri njemu se je pa slučajno nagrmadilo, ne vem, najmanj enih 10 Ja, ena taka takih konstelacija, ne, stvari. ampak prej, ko sem rekel, ne, ko sem se s tem Hamsunutom ukvarjal, ne, ki je bil izrazit pristaš, ne, nacionalsocializma in tako naprej, on je imel, za njega pa vem natančno, kakšno otroštvo je imel, izredno brutalno je bilo. Prvič so ga, takrat so na Norveškem zgodaj otroke od doma poslali, zato so se kar sami preživljali in ga je en stric vzel k sebi, ki je imel eno trgovino in ga je na dnevni bazi pretepal in tako naprej, ne. Skratka, on je bil popolnoma ponižen človek, Hitler pa tudi po moje, ne. In potem se iz tega ven, ne, se je, seveda, ki je imel ta Hamsunut neke določene sposobnosti, ne, in je postal zelo slaven, ne, na nek način, pa je pa on gledal ljudi tako navzdol, ne, samo obrnil je perspektivo. Če sem se jaz toliko namator, se ne pa še drugi. Se so ga Norvežani potem primerno kaznovali, ne, ker je paktiral s Hitlerjem, ne. On je bil agresivno neizprosen, ne. On je rekel, sem mu rekel, pa vi veste, kaj je Hitler delal, pa vi veste, da so tam imajo koncentracijska taborišča, ne, vse to se je vedel že leta 40 pa že prej, ne, vse so bila praktično od leta, ne vem kjerga, ne, hmal, ne, so tisti Dachau naredili pa tako naprej. On je rekel, je imel že dober razlog, da je naredil. Hamsunut je to rekel, ne, grozljivo, ne. Ampak potem je pa imel prav ene take veličinske, ne, pravzaprav, on je itak potem Nobelovo nagrado dobil leta 21 pa tako naprej, ne, pa je bil pa silno slaven in tako. Ja, celo Nobelovo je dobil. Izredno močne, antisemitske, ne vem kakšne še vse poteze, ne, zelo hudo, no, ja. To je tudi meni nekaj neverjetnega, ne, to boste vi bolj vedeli, zakaj prihaja do tega, da so ljudje tako sami v sebi različni, ali kako ne rečem, pustiva zdaj Hitlerja, ne, je še cel kup drugih primerov. Ko recimo so v umetnosti so odlični, ampak po njihovem zasebnem življenju pa boljš, da nič ne veš. Recimo slikar Bacon, naprimer, mi je bil en tak primer. No pa tudi Rimbaud, ne, ki ste ga vi študiral, ima tudi različne dobe v svojem življenju, ne. Ja. Ampak s tem, ne, s takimi nenavadnimi konstelacijami, ne, psihološkimi in tudi gonskimi, ne, seveda pri nekaterih ljudeh, ne, ki so tako izredno bistroumni in tako naprej, ja, nastane pa lahko nekaj novega, ne, lahko nekaj popolnoma nepričakovanega, ne, ker v bistvu pri vsakem umetniškem delu se mi zdi, da je najbolj bistvena stvar, ne, da je ta umetnik ima neko vrednost, kadar je sposoben pod nekim nepričakovanim kotom pogledati na življenje. Vizira pod nekim kotom, ne, tako kot če eno stavbo gledate iz različnih perspektiv, vedno drugačno, ne. In zdaj, večina ljudi na podoben način nekaj gleda, ne. Zdaj, ta umetnik pa kar naenkrat, ne, zaradi nekega, recimo, ta Rimbaud je imel neverjeten jezikovni talent, ne samo pol poetičen tudi, ampak tudi jezikovno je bil čisto izreden, ne, se on je nazadnje pol 12 jezikov govoril in tako naprej,
v gimnaziji lahko sprosto iz glave neke mimogrede 100 verzov grških ali pa latinskih napisov in tako naprej. In to takoj, ne. Takoj. Pa še sošolcem. Pa še sošolcem, enim dvem pomagal, ne. In tako naprej, ne. Ampak on je zagotovo bil nekdo, ki je pod silno nenavadnim, nepričakovanim kotom pogledal, tako nepričakovanim, da če nekdo bere njegove iluminacije, ne, to na prvo roko sploh nič ne morete razumeti, zakaj gre, ne. Šele zahteva neko poglabljanje, da vi rekonstruirate tudi te njegove posebne perspektive na življenje, ne. In to prinaša potem neko obogatitev, novost in tako naprej, ne. Taki ljudje so dragoceni, ne. Če pa zdaj nekdo piše kar tisto, kar je, kar neki, ne, kar je zdaj zelo popularno, ne, na filmu, ne, neke čisto običajne zgodbe, ne. To pa ni, mislim, ne rečem, da ni koristno, ampak to ni umetnost. Umetnost zahteva poseben nepričakovan kot. Nekaj novega, ne? Ja, nekaj novega. A veste, da sem prav tole o teh iluminacijah, ne, ste jih omenil, sem mislila en kratek odlom prebrati, pa ne Remboja, vaš uvod je tako krasen, tak svetavje. Lahko? Ja, prosim. Matjaž Lunaček, ja. Malo še tole prej rečem, ne. Ja. To zadnjo knjigo sem predvsem zelo zadovoljen, ker zadnjih 20 let praktično ni nič v zvezi z Rembojem išlo, ne. En ponatis Mozetičeve knjige iz leta 1984 je 2001 bil in kdorkoli bi hotel, razen v knjižnici seveda, dobiti Remboja, da ga bo imel doma, tega ni mogel napraviti, ne. In zdaj pa so te iluminacije, pa so pa zdaj pa dostopne, ne. To se mi je zdelo tako pomembno meni. Ja, preden si izposodite to knjigo ali pa kupite pa tale uvod gospoda Lunačka. Kdo si ne želi svetlobe? In potem naprej. Svetloba ne pride kar tako. Včasih so noči dolge in jo je treba potrpežljivo čakati. Sončna svetloba je sicer v izkustvo dana skoraj vsem. Ob njej oči zažarijo in se zasvetijo in posledično trosijo svojevrstno človeško, živalsko in rastlinsko luč in še vse tiste svetlobe, ki jih oddajajo objekti, po krivici imenovani mrtva narava. Vsak, ki malo premisli, ve, da mrtve stvari ne obstajajo. So le navidezno mrtve entitete, v katerih se nadaljuje tantrični ali sufijski ples elektronov, protonov in drugih malih teles. Ob svetlobi, ki je dana vsem, obstajajo še druge svetlobe, ki jih lahko zaznava razsvetljeni jim nadene pravšna imena in jih posreduje tistim, ki so se manj potrudili za podobne zaznave in uvide. Razsvetljeni umi so redki, ker je zanje potrebna velika zbranost, dostojanstvo, stremljenje, barvitost in želja po nezavejajoči ubeseditvi. Takim umom rečemo izdelovalci svetlobe in tako naprej. Ja. No, ta junak v knjigi se mi tudi zdi, ne, iluminator, Martin. Ja, gotovo je, ne. Tudi njegove, ne, tukaj so te družinske stvari, ne, potem pa ves čas vidiš, ne, da je nekaj, kar predaja naprej, ampak je tudi nekdo, ne, ki je na vse konce tega Habsburškega kraljestva oziroma monarhije, ne, šel, ne, celo preko, ne, tam v Prusijo, ne, del se v Prusiji dogajale in tak potovalc. To je tudi en simbol, ne, bi rekel, za notranje potovanje. Mi imamo dve vrste potovanj, ne. Ena so ta zunanja potovanja, ne, ko si ogledujemo neke stvari, ne. Druga so pa, to se pri psihoanalizi ve, ne, so pa ta notranja potovanja, ne, po notranjem svetu, ki je zagotovo enako obsežen po moje, ne, kot zunanji svet, ne.
In še pri enem avtorju, ne, ki ga jaz poskušam promovirati, kakšne takšne malo manj znane avtorje, me zanima, če bi vprašal tukaj publiko, kdo ve, kdo je to Leonid Andrejev, koliko ljudi bi roko dvignilo. No, to je en tudi tak izreden avtor, ki je napisal zgodbo Povest o 7 obešenih, kjer en od teh revolucionarjev, ne, doživi, recimo drugi doživijo v omejitvi zapora, celice, različne usode, ne, nekdo se čisto zlom, nekdo sam na druge misli, da mu je dober in tako naprej. Ta Werner mu je ime, ne, ta pa doživi dobesedno razsvetlitev tam noter, v popolnoma omejenem, majhnem prostoru, ne, kot da ni, reče, kot da ni več sten, kot da ni več česar, ne. In imate ljudi, ne, ki jih na tak način recimo omejite, ampak zaradi tega, ker imajo en pogled, ne, v to svoje notranje življenje, so lahko ostanejo tudi v takih razmerah imenovane samice, ne, kjer ponavadi ljudi se zlomijo, ne, v takih okoliščinah, ostanejo popolnoma svetli, ne. Tako da je tudi ena zgodba bila v enem indijskem takšnem mojstru, ki so ga hoteli nekaj še zlomiti in so ga pod zemljo dali, tako da je imel samo eno nad sabo, pa sedel je samo lahko noter. Tako je sedel, pa tukaj je bilo to lep dela. Nobenega prostora ni bilo in sem mislil, da po določenem času se bo ta človek čisto uničil in zlomil, ne. In je prišel ven še bolj svetu, kot je prej bil, ne. Skratka, to njegovo potovanje po njegovi notranjosti, ne, česar se očitno ni bal, ne, kaj bo tam, ker lahko se bojite, kaj bo se zasledil noter v sebi, ne, je on lahko pravzaprav kot presvetljen pravzaprav ostal, ne. Taki so verjetno tudi ta nacistična taborišča najlažje preživeli. Ja, jaz mislim, ne, čeprav... Veno Pilon, recimo, sem brala, nekako tako preživel. Čeprav tam so precej poskrbeli za to, a veste, da so vas z neprestanimi zunanjimi takimi grozljivimi impulzi pravzaprav dekoncentrirali, ne, na nek način, ne. Tam si mogoče lahko kaj mogoče pomislil, razmislil, samo po noč, ne, takrat, ko so ti dali mir, ne, drugače niso dali nobenega miru, po moje, ne, je kar naprej bilo neka... No, ampak jaz imam tako nad seboj eno sosedo, ena profesorica na medicinski fakulteti je bila ena Stanka Simoniti, se ji reče, ne, ki je kot mlada deklica dala skozi ta taborišča. Tako svetega človeka, kot je ta. Zdaj pri 93 je, ne, to je čisto neverjetno. Kako vas ona stisne k sebi, pa reče, Matjaž, je vsa živa, pa praktično ne more več hoditi in tako naprej. Čisto svetla oseba. Se verjetno pa drugače ceniš življenje, ne? Nobeno razočaranje jo ni doseglo, ne. Čeprav je tako s izbuhom ali pa vse to skozi dala, ne, bila skoraj, bi rekel, za tisti čas iznakažena, ne, ker so vse mogoče ti paraziti in se to do jo napadli, ne, pa je imela eno samo hrasto, je rekla, je imela celo glavo, ne, in tako naprej, ne. Tako da, ja, ampak neka notranja os jo je pa obdržala do današnjega dneva. In tudi to svojo starost zelo lepo prenaša. Kot je bil Pahor, recimo, ne? Tudi Pahor je bil neki tacga, ne? Ja, sicer je bil kritičen, ampak je pa doživel visoko starost in zapravo je nek optimizem obdržal in verjetno tudi bolj ceniš življenje, ko si to preživel. Je gotov, ne, ker kaj hujšega se pa res pol več ne more zgoditi kot tisto, ne. Tisto je bilo res najpekov, ne. Različni iluminatorji vas navdihujejo, ne. Koga bi bralcem priporočili še? Vem, da recimo, to mi je zanimivo, da Dostojevskega bolj cenite kot Tolstoja. Ja, to pa res, ne. Zaradi tega, ker Dostojevski se je vendarle, ne, močno se mi zdi poglabljal, ne. Recimo pri Tolstoju pa imate veliko enih takih
kaj pa vem, tistih mal plemiško-meščanskih, nekih zdrahne, kar se tam po tistih salonih dogaja, pa tako naprej, ne v ozadju, recimo pri vojni in mir, ali pa neki problemi, ki pravzaprav za enega res odraslega človeka, probleme recimo, ki ga ima Ana Karenina, to sploh ni noben problem, ne? To sploh ni noben problem. Skratka, eni taki navidezni problemi, se mi zdi, so pred Tolstojem. Čeprav je kot narator, ne, kot oblikovalec zgodbe, zagotovo neverjetne, ampak da bi pa on imel tako zelo velike, ne, psihološke uvide, kot jih imel Dostojevski, pa tale Andrejev, ki ga smatrajo pravzaprav za naslednika na nek način, ne, Dostojevskega, to pa je, veste, to so pa take introspekcije, taki vpogledi, ne, v človeško naturo, da jih zdaj pa ne najdete. Od teh bi zagotovo Leonida Andrejeva bi močno priporočil, Rimbaudja itak. Od naših avtorjev, jaz sem se z nekaj avtorji slovenskih seveda bolj poglobljeno ukvarjal, zagotovo s Cankarjem, pa seveda s Prešernom, zaradi tega, ker je tudi tista knjiga moja prva, ne, Za drugačno usodo, Prešernova v krstu, pri Savici namenjena, ampak pri teh dveh največjih, ne, največji slovenski pisatelj, največji slovenski najdete tudi polno ene psihopatologije. Zato imam pa jaz veliko rajši, v resnici moja naklonjenost velja Jurčiču. In mislim, da je popolnoma podcenjen. Ljudje mislijo, da je to en mal pravlični avtor, ne, da je ne zgodbice piše. Malo arhaičen. Ja, to v resnici, ne, so pa njegovi psihološki uvidi, ne, čisto neverjetni, ne. Tako da Jurčiča bi tudi močno priporočil ponovno branje. No, to je presenečenje. Nekatere njegove kratke zgodbe. Če kdo pozna, jaz že nisem to poznal, dokler se nisem s tem ukvarjal. Eni povesti reče Grad Ruinje, ne, ker je prekrasno te ojdipske situacije on preigrava. To je eden naših, ne, če sta une dva psihopatološko, ne, označena, je pa to sigurno eden naših izredno veliko psihološko zdravih avtorjev, Jurčič, ne. On je psihološko veliko najdalj prišel, no. Veliko, ne, ja. Tako, in hkrati pa tudi izredno talentiran, ne, vsej konc koncev. Med pesniki pa ob Rimboju Srečko Kosovel? Srečko Kosovel, brez dvoma. Brez dvoma, Srečko Kosovel, ja. Kaj pa med sodobne pesnike berete? Se vam je kdo usedel? Ne, ni se mi noben, ampak tako poseben stil pisanja pod enim tem kotom, kot sem jaz rekel, pa zagotovo bi priporočal Marušo Krese. Marušo Krese, to je, se veste, ena novinarka bila, pisateljica, ki je v Nemčiji dolgo časa živela. To pa še nikdar nisem zasledil, ne. Recimo ena njena, ja, kot en roman je naslov Da me je strah, z vprašanjem, da me je strah. Ima eno zaganjajočo se dikcijo, ne, v katero na tak način čustvo vpeljuje, da jaz nisem še česa podobnega opazil, no. Tako da je tisto se mi zdi kar navdušujoče. Nisem pa fan, ne, bi rekel, nekaterih avtorjev, ki so zelo razglašeni, ne, zelo opevani. To še nič ne pove. Pa ne, tisto, ki se tako rekoč skoraj vsak strinja, da to je pa velika literatura, imam pa zadržke, ne. Imam zadržke do Kundere, imam zadržke tudi do Markeša, recimo Markesa. In pa sem rekel, pa kaj je s tabo, Matjaž, a si ti zdaj malo preveč tole strok in tako naprej, ne. Pa berem, Pier Paolo Pasolini je pisal
ene take esejistične sestavke o literarnih delih, ki so takrat v njegovem času izhajali, ne? In tam zagledam 100 let samote, ne? In izredno kritično v tej knjigi napiše. Potem sem se potolažil, da bo pa v redu. Zdaj si upam povedati, da meni tudi ne gre ta roman. No, Kot knjižničarka sploh nisem upala to. Ja, zato ker, a veste, če to izrečete, pol ste že lahko, ne, na udaru, ne. Kaj pa je zdaj tole? Veliko sva govorila že o izobraževanju v vzgoji, ampak še nekaj bi rada vprašala. Glede mladine, ne. Zdajle smo lahko brali dvoje rezultatov raziskav, v katerih je Slovenija vključena, ne, in so pri mladih, to se pravi 15-14 let, ne, konec osnovne šole, so porazni rezultati in pri vseh vrstah pismenosti, ne, pravzaprav, ne. Pa me zanima, kaj vi mislite, se mi zdi, da je v Sloveniji, tako kot poslušam, recimo tudi učitelje, veliko učiteljev poznam, vsi se pritožujejo, da je bralne kondicije vse manj, da je odgovornosti premalo, da je premalo spoštovanja, da je premalo posluha, da se čutijo posledice permisivne vzgoje, da ima veliko otrok neke težave, o katerih se govori, kot da imajo neke diagnoze, pa v bistvu sploh ni to res, ampak so samo nevzgojeni in tako naprej. To vprašanje me zanima, kaj vi mislite o tem. Ja, mislim, koliko sem imel stika z gimnazijsko populacijo, tam sem enkrat šel na to elitno ljubljansko gimnazijo, bežigrajsko, po Remboju pripovedati, ker Remboja bi seveda priporočil, ne, srednješolcem, vsem bi se lahko na nek način identificirali, ne, kaj je, ne, bil podobne starosti. No in potem sem jim tam nekatere stvari povedal, ne, in potem sem bil popolnoma šokiran, ko je potem en fant, ne, je roko dvignil, ne, sem mislil, zdaj bo pa kaj zanimivega vprašal. In je 17-leten fant rekel, a grem lahko lulat. Nekaj, kar bi mogel otrok, ne, ko pride v šolo, zdaj že pri 6, ampak pri 7 letih, se smatra, da moraš te funkcije osnovne, ne, obvladati, ne, in on vpraša, če bi šel lahko lulat. No. Mogoče bi jih bilo treba animirati, ne, na drugačen način, ne. Animacija je pomembna. Jaz mislim, da bi bili zdaj teli mladostniki, ne, recimo, ker a priori, ne, da z njimi nekaj ne bi bilo v redu, ampak mogoče se samo ukvarjajo s temi rezultati, ne. Ve se pa, da nekateri učitelji redki, ne, ki uspejo z njimi kontakt vzpostaviti, ne, pa poročajo o tem, ne, da jih uspejo zelo motivirati za določene stvari, ne. Ker jaz sem tudi videl, ne, da pravzaprav tam na nek način, a veste, včasih, ko smo gimnazijo končovali, tako naprej, si za maturo, saj nisi nič vedel, ne si mogel biti splošno izobran, saj nisi vedel, kaj boš na tisti maturi imel. Zdaj pa oni, zdaj imam enega vnuka, ki je ravno na tem, da mora neke 4 drame bo imel za maturo, ne. In zdaj on bo tiste 4 drame do potankosti poznal, ne bo imel pa nobene široke izobrazbe, ne, v drugih stvarih, ne. Skratka, ki ne bi jo gimnazija dala. Ti otroci, ja, seveda bi mogli brati, ne, oni bi mogli par romanov, ne, vsaj v enem mesecu prečitati, ne, magar sodobnih, že nekih, ne pa takole en ozek izbor, ne, pa se pa vsi tisti napiflajo in tako naprej in grejo skozi, ne. Tako da to se mi zdi, ne, da pedagoški pristopi niso dobri, ne.
Pa to posiljevanje, seveda, se to sami veste, ne, staršev, ne, da bojo seveda se lahko upisali na ne vem katero fakulteto, ne, potem imajo pa vse sorte olajšave, pa ne vem kaj zganjajo, ne, da jih bojo do tistega rezultata pripeljali, ne. To se mi zdi bolj zgrešeno, ne, ker veste, se Slaba ni tako. popotnica za življenje. Ne, pa tudi zdaj, ki je bila pa ta korona, so pa sploh ne, zdaj pa kakor je blazen porast vseh možnih motenj in tako naprej. Če otrok ni do te mere, ne, ali pa mladostnik odporen, da pravzaprav enega šoka takšnega ne bi mogel preživeti, ne, pomeni, da je že poprej bilo nekaj, ne rečem, da ni zelo hudo bilo to za njih, ne, ta izolacija pa tako naprej, ne, se je pokazalo tudi na telesnem nivoju, na slabovidnosti pa tako naprej, ampak kad te rečejo, ne, zdaj kako zdaj ta odpornost, ne, je popularna beseda, ne, to morajo otroci starši napraviti, ne, da bojo na neke frustracije otroci odporni, ne, postali, ne, da ko bojo prišli pred neko oviro, ne, da bojo gledali, kako bi se zdaj to oviro rešilo, ne pa obšlo ali pa preskočilo. Ali pa namesto njega, ne. Ali pa namesto nekaj. Veste, v knjižnici pogosto doživljamo, da hodijo mame po gradivo, celo za diplomo. Ja, to pa je znano, to so znane stvari, ja. To so znane stvari. Zelo sva zgovorna. Ja. Lahko bi, a ne, še dolgo, ampak vseeno se mi zdi, da je en tak čas, ko moramo počasi zaključiti. Mogoče bo še kakšno vprašanje v publiki. Za konec bi rada še tole povedala. Prebrala sem, tole mi je zanimivo, ne, pravite, da življenje je zelo kompleksno in da smo v bistvu kot eni vrvohodci. Ne? Pa da se mora seveda človek razvijati čim bolj vsestransko. A je to se pravi, renesančni tip življenja? A je to, vam je to recept za srečo, ne da? Absolutno, tudi tisto, ne, ker danes gledamo preveč utilitarno, ne, bomo nekaj, ali se izobraževali, tisto, kar nam bo neposredno vi morate biti nagnjeni tudi temu, da nekaj, kar ni tako na prvo roko uporabno, ne. Ko sem jaz začel študirati primerjalno književnost, ko se je začel 4. letnik medicine, pa so moji kolegi rekli, pa kva se pa čekaj, pa kakšno zvezo ima pa zdaj to, kaj ti bo pa to koristilo, ne, in tako naprej. Jaz sem rekel, zdaj še ne vem, ne, ampak zagotovo bo to nekaj pomembnega, ne. In potem recimo preberete pri Freudu, ne, da recimo ne more nekdo psihoanalitik biti, ki nima saj nad enim kulturnim področjem velikega pregleda, pa je to vseeno, ne bo to literatura ali glasba ali karkoli takšnega, ne. Kako boš pa človeka razumel, ne? Ja, kako ga boš pa razumel, ne, če ga ne moreš pogledati iz več plati, ne. Zato pa imamo, ne, zdaj seveda vse imate, ne, velike strokovnjake za določene stvari, ne, ampak vendarle se pogosto pokaže, so vendarle to tisto, kar se reče fahidioti, ne. In pa ne samo to, ne, tudi to so ljudje, ki si niso izgradili nekih temeljnih etičnih osnov in zaradi tega lahko, jaz sem zgrožen nad današnjim zdravništvom, kako poskuša pravzaprav gledati skozi denarno prizmo pravzaprav vse, ne. Danes vendarle zdravniške plače niso tako majhne, ne, da bi se bilo treba zelo pritoževati, ne, in se te izčrpavajo in delajo na 10 deloviščih, ne, za tisto ozko svojo stroko in tako naprej, ne, ampak to je fahidiotizem v resnici, ne, ter takemu človeku tudi tega ne ostane časa, da bi karkoli prebral, ne, v resnici. Nič, ne, nič, ker delajo po sistem, smo ga enkrat na etično komisijo povabili tistega noč, če se spomnite, profesor Noč, tisti, ki si s temi opornicami, kar je bilo koristno, ne, da je na dan pripeljal, ne. Ampak je prišel, da ja, prav, jaz vse svoje delo opravim, potem pa grem še za 2-krat na teden v Koper, pa enkrat na teden grem pa ne vem kam v Nemčijo operirati in tako naprej. Sem rekel, veste kaj, tudi če vi v svoji ustanovi vse naredite, pa če vse tole počenjate, dolg ne boste. To ne more tega ritma človek zdržati, ne. Je treba, ne,
In je to čisto fah idiotsko, ne? Ker on vedno isto stvar dela, ne? Kamorkoli gre, naredi isto določeno operacijo, enkrat v službi, drugič pa za denar, ne? In tako naprej. Jo, tukaj bi se pa lahko odprli novo debato, a ne zdaj? Ampak mogoče pa... Jaz bi rada za zaključek še nekaj. Ta knjiga je meni zelo ljuba. Tudi meni. Beatus Ileki, to so krajše zgodbe, meni so čudovite. Pa bi za konec zadnji del tega vrvohodca, no, naslov je Akrobat, ampak govori v bistvu o tem, kar sva zdaj govorila, ne, o tem, kako si v življenju vrvohodec. In na koncu zapiše Matjaž Lunaček, splača se počakati na enega takega, kot ste vi. To sem vam želela reči za konec.